vsak si želi neke vrste promo. Ti kot ustvarjalec pa ne želiš, da bi tvoj film izpadel promo, sploh če je to dokumentarc, ne, si želiš, da bi bilo nekaj, kar je avtentičnega. Ne. Največji problem, s katerim ste se soočali s tem, pri temu projektu? Veš kako, vsak set, ki se je pojavil, ne, vsaka situacija je bila po svoje lahko problem. Ne. Ko smo prišli v Prekmurje k Kreslinu, ne, pa zaspi, ne, pa ga dobiš v gatah dobesedno. Ne. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke, v novi epizodi InFocus. Danes je z nami tukaj režiser, fotograf in umetnik, pa še bi lahko naštemal, Rudi Uran. Zdravo. Sem dizajner, tako kot vi. Tudi dizajner, ok. Kdo pa ste dejansko vi? Tako, če bi vas nekdo recimo ustavil na cesti, pa bi vam rekel, kdo je Rudi? Kdo je Rudi Uran? Kako bi mu rekel? To jaz ponovadi, veš, tudi drugim, ko delam intervjuje, ne postavim in me vsi preklinjajo. Ne vem, jaz pravzaprav kakšna osebnost sem, ampak tisto, kar me najbolj odlikuje, je to, da sam sebe smatram kot kreativca. Ne? In pravzaprav večji del dneva posvečam temu, ne? Nekemu kreativnemu delu. Ne? Tako da, ja, to bi bil jaz, recimo. Kreativec, ok. Ja. Zdaj, v svoji karieri ste naredili preko 300 glasbenih in pa promocijskih videov, 2 celovečerna filma ste posneli, bili ste na več kot 80 različnih filmskih festivalih in po svetu in tukaj v Sloveniji, tako da res ogromno nečesa ste dosegli, vsaj iz tega vidika. Mi da bi se pa danes v bistvu dotaknili malo bolj vašega zadnjega dela oziroma vašega zadnjega dokumentarnega filma, Odštukano. Torej, kako ste se nekako, kaj je bil nekako namen tega dokumentarca? Kako je sploh prišlo do tega? Ja, tako, mimo tega, da so se o tem že pogovarjali, ne. Skratka, dokumentarci, mislim, kako nastajajo, ne. Ponavadi, vsaj pri nas, ne v Ameriki pa zunaj, so režiserji tisti, ki najdejo temo, ki se potem temu posvetijo, najdejo producenta, ki bo nekako to sfinanciral, najdejo producenta izvršnega, ki bo to pomagal nekako zorganizirati. Potem pa je še tista druga, bom rekel, plat, kako nastane dokumentarec, je pa to, da producent najde režiserja. Ne? Pri tem zadnjem filmu moram reči, da v vlogi producenta je bil Šovn, ne? Okay. Ki ima pod sabo tudi Štuk in želja je bila, da bi posneli film o 40-letnici, torej delovanja Štuka. Kaj Štuk je bil, je in recimo bo. To je bila nekako tista, bi rekel, osnovna nit, ki pa je seveda za mene, tako kot sem prej rekel, ker sem pač kreativc, ne bilo premalo. Ne. Zdaj pa me boš ti še kaj vprašal, ali jaz kar nadaljujem? Seveda, bo tudi o tem še razglabljala. Kaj pa je recimo bil, ko ste začeli snemati dokumentarni film, oziroma še preden ste začeli snemati sam dokumentaren film, dobili ste neka navodila, vseeno, kaj more biti, kaj more predstavljati, ampak kaj pa ste vi hoteli, da gledalec čuti nekako ob koncu, ko si pogleda cel dokumentarni film? Ja, seveda so iz strani naročnika, ne, tako rečem, ne, naročnik je v tem primeru Šovn oziroma producent, kakorkoli to obrnemo, gre za isto funkcijo, je bila ta, da bi pač vsak si želi neke vrste promo. Ti kot ustvarjalec pa ne želiš, da bi tvoj film izpadel promo, sploh če je to dokumentarc, ne, si želiš, da bi bilo nekaj, kar je avtentičnega. Ne. Pa seveda potem razširiti to temo, da ne govorimo zdaj mi o neki statistiki, koliko bendov je tam igralo, ne, kakve zvrsti so se tam igrali, ali je kdo plesal, ali so se zaljubili, ali se niso zaljubili, ampak da najdeš pravzaprav neke pričevalce, ki so tako dobri retoriki, da bojo znali pripovedovati tako zanimivo, da gledalci kupijo to, ne, da jih potegne. Ne. Seveda ni to vedno mogoče, ne, sploh če ti producent, naročnik, ne, nekako, bi rekel, ne vsili ravno, ampak ponudi nabor nekih ljudi, ki so bili v nekem času pomembni ali pa so nekaj naredili. Skratka, ni nujno, da so ti ljudje dobri retoriki. Ne? In potem se seveda
ustaviš in rečeš, kaj pa zdaj, ne, če ne znajo to dobro povedati, kako bomo zdaj to naredili malo drugače, da bo zanimivo. Ne. V tistem trenutku greš po neki drugi poti, ne. To je zelo pomembno, ne, da ko obstaneš, ne, vrniva se malo nazaj, dokumentarni film je pot v neznano. To morate vedeti. Ne. To je nekaj, sicer ti imaš neko idejo, moraš imeti dobro idejo, mora biti neka zanimiva tema, da te potegne, ampak potem je pa na tebi, kako boš zdaj ta slalom vozil. Ne. Torej, moraš najti neke zanimive ljudi, se opreti na njihove pričevanja, pa potem to idejo njihovo razširiti naprej. Ne. Če boš samo poslušal, kaj ti govorijo, boš ostal na nekih, bom rekel, suhoparnih ali pa ozkih njihovih pričevanjih. Ne. Če boš pa ti torej, znal potegniti nekaj ven, da te pelje spet nekam naprej, boš začel zlagati zelo široko zgodbo. Ne. In tu potem pride pri dokumentarcu ravno do tega, ne, kar je velika razlika med igranim pa dokumentarnim, je ta predvidljivost, ki je v igranem filmu, ne, kjer imaš ti storyboard, ne, in vse je predvideno, vsak kader, koliko sekund, kako ga boš posnel, kak rekurs bo, vse, ne. Tukaj pa nič. Ne. Ne. In v bistvu sproti nekako se ga, sestavljajo tako stvari. kot da bi imel en plastelin, ne, in sestavljaš čedalje večjo. Ne smeš ostati skozi na isti kroglici, ne, pa isto gnezd. Ne. Ti moraš večati in širiti in narediti čim večji nabor, da boš potem, ko boš v montaži, lahko pač iz tega nekaj naredil, kar bo zanimivo gledalcu. Ne. Ker ne delaš sam sebi filma. Ne. Ja, točno. Nekako torej v bistvu indirektna promocija, v bistvu, da je kot neka vrsta, oziroma da je film tako dober, da ni treba tega točno omenjati. Ne, da je že ta njegova, bi rekel, kvaliteta naredi promocijo ne, naročniku. Zdaj, če se vrnemo še nekaj nazaj, ne, mi vemo, ne, vi veste, ker vas to tudi učijo, da pravzaprav pravega scenarija pri dokumentarcu nimaš. Ne. Ti imaš ta sinopsis, ki ga narediš, ne, mogoče treatment, ampak še to ne, ne. Ampak kaj je tisto, kar se meni zdi recimo pri dokumentarcu pomembno, da zvoziš vso zadevo. Zdaj sem nekam odšel drugam, ker sem že z mislimi 5-krat naprej, ampak gremo naprej. Ni problema. Bova se vrnili k temu. Recimo, ta dokumentaren film, ne, mislim, dosti je samega talking heada, torej dejansko ljudje, ki razlagajo ali svoje zgodbe, ali karkoli že v kamero, v objektiv, ampak vi ste se pa nekako tega stila, oziroma ste nekako malo drugače, na drugačen stil ste to posnela, ne. Kaj ste hotel mogoče prikazati s tem? Ali to ste imeli vnaprej izbrano? Pač, kako je prišlo do tega stila snemanja v bistvu? Da se vrnem tistom, kaj sem hotel povedati. Ne. Ni scenarija, ampak zastavil sem 10 vprašanj, ki so bile vodilna. Ne. Sami sebi? Njim. Njim, ok. Ne. Torej, in to sem uporabil totalno pri vseh. Saj sem tudi kakšno podvprašanje se je sproti razvilo in tako naprej, ne. Ampak ti pelješ tistih recimo 10 glavnih vprašanj, ki so kot nek fil ruš in vidiš, kako bo kater odgovoril na to, ne. Pa pri sami montaži ti to pomaga, ker nekdo začne govoriti, drugi pa konča. Imaš to gladko montažo, ne, in je to pri gledalcih zelo sprejemljivo, ne. Zdaj pa tisto, da se vrneva, te govoreče glave, tako imenovane, ne, to ubije dokumentarc, ne. Če imaš ti ljudi, ki samo sedijo na nekem črnem ozadju, tako kot midva zdaj in sva primeru, ne, ali nekaj moramo narediti, ne, ali vreči nekaj v kamero, nekaj se mora dogajati, ne, ali pa biti toliko zanimiv, ne, da oni na druge strani to vzdržijo, ne, pa to še gledajo, ne, kar mi zdaj počneva, ne. Skratka, jaz sem poskušal to na nek način podreti in spraviti kamero v roke, ne, vzeti to tehniko pač z roke. Bil sem, tako kot sva se že pogovarjala, sam, one man band, to pomeni od zvoka, slike, montaže, razen glasbe, ker je bilo dosti glasbenikov na filmu, ne. Ste lahko tudi to uporabili? Tako. So bili zelo, to je pa tudi tista naslednja tema, ki še morava se je tudi mogoče lotiti, kako se dogovoriti okrog avtorskih pravic.
No, skratka, jaz sem se pač odločil, da bom izbral kamero, ki mi bo nudila to, da ima dovolj močno stabilizacijo, najprej to, ne, da je, bom rekel, res dobro, ne, in potem seveda z roke snemati. V mojem primeru si bom tudi pokazal, kakšna je ta tehnika. Želel sem si, da ne bi imel riga, to pomeni, da kamera ne bi bila na torej rekurs z ramena, ne, ampak da bi malo nižje snemal. Ne. To pa zato, da izenačim, ker v samem filmu nastopajo tako glasbeniki kot uporabniki, bom rekel, štuka. Ne. Ja. In jaz sem jih hotel izenačiti, da so vsi enako vredni, kot ne samo tisti zvezde, ki so na odru, ampak da so tudi oni zvezde. Zato sem jih večino posnel noter v sami dvorani in prosil lučkarja, da mi naredijo sceno. Ne. Tako da, in seveda sem jih posnel od spodaj navzgor, tako kot gledamo mi muzičarje, ne. Mi smo vedno spodaj, ali pa dobro, saj na večjih štadionih si tudi zgoraj, ampak večinoma si kot publika spodaj. In oni so zvezde, ne? Oni so heroji. Ne? Ta heroističen princip, ki ga je Leni Riefenstahl že leta, mislim, da 32, ko je delala to propagando Goebbelsu, ne? Je v bistvu uvedla to, ne? Da je pa tudi Rusi, ne? Ruska avantgarda je isto počela, ne? Če so hoteli koga poveličevati, so ga od spodaj navzgor posneli. Tudi prvi partizanski filmi so vedno bili tako, ne? Tisti, ki je bil heroj, je bil od spodaj gor sneman, čeprav je bil majhen. Ne. Na ta način sem se jaz pač tega lotil. Torej, nekje rekurs od pasu. Ne. To pač praktično tako izgleda. Ne. Na kameri ni nič drugega, kakor je pač so bubice, ne. Wireless, ki sem jih pač dal 2. Če je bilo več ljudi, sem jih dal na vsakega drugega, ker dovolj širine zajame, ne, tako da nisem rabil imeti shotguna gor. Potem ta kamera omogoča to, da lahko uporabim namesto monitorja kar telefon. Ne, če govoriva o Lumixu S1 Mark II R, ima to možnost, da kar preko, sem pač moraš imeti 16, da ima USB-C in ga pa gor. Ja, to sem vas hotel zdaj vprašati dejansko, kako ste dejansko razmišljali o tem, katero opremo izbrati, recimo. Prvo predvidevam, da ste si sestavili, v bistvu ste si postavili te cilje, ne? Kakšen stil hočete, potem pa kako dejansko izgleda ta proces izbiranja opreme same. Zdaj, tako kot sem rekel, tega sem vzel zaradi barv, ker ima res ohrani dobre barve, tudi če imaš mešano svetlobo. Ne. Snemal sem, hotel sem imeti log, ne, ker Panasonic je znan po zelo dobrem in kvalitetnem logu, ker vedno v postprodukciji potem z luti delam, ne, si jih naredim svoje. V bistvu popravljate barve potem, ne? Mislim, noter vrnem, ne, zdaj pač snemam v logo, to je sprana slika, ne, RAW, in potem so to barvo, gradiranje pač kasneje lahko z to RAW sliko narediš tako kot pri fotografiji. Ne. Nek svoj stil dodate zraven, še v tem smislu. Tako. Potem, kar sem dodal, je ročka, ne. Tehnika je taka, da pač imate komolce čim bolj pri telesu. Glede na to, da so recimo dialogi bili dolgi tudi po 30-45 minut v kosu, ne, je fajn imeti to. Sicer te pol bolijo malo mišice, ampak drži se čim bolj nazaj, imaš pred sabo monitor, ne rabiš tako dol gledati, čeprav ima ta kamera tudi nagiben, ne, v vse smeri. Je dosti bolj priročno, če je bolj malo dvignjeno. Nekje tu, ne. In kar je zelo pomembno bilo, da sem imel objektiv, ki je variral od 24 do 70. Ne. Tako 70 je pri tej kameri z to stabilizacijo še sprejemljiv, da ni tresljajev. Ne. To je ful pomembno. Ne. Da vemo, s kako gorišnico da ni nekih mikro... Ja, teh tresljajev, ki jih recimo boste na vseh teh kamer, ki jih imate tu noter dobili, ne, če greste z roke snimati.
tako sem se tudi, Fujija, potem XH2S rešil, ker je imel ravno, motili se me te mikrotresljaji, ne, ker so ti lahko v spotu to narediš, ker je 3,5 minute dolg. Ne. Če pa ti gledaš film 1 uro, ne, pa postaneš živčen zaradi tega. Ne. Zaradi teh blagih, ne. To ravno. Kako ste dejansko se lotili tega, ker mogoče dosti ljudi bi to provalo posnet, pa mogoče nam ne bi tako dobro ratalo, bi izgledalo tako, kot da se vse ziblje, v bistvu bi mogoče celo kjeremu gledalcu lahko ratalo slabo. Tako. No, sej, ravno to zibanje je pa kroženje, ne, paralaksa, kot se temu reče v našem žargonu, doli, ne, naprej, nazaj, odmikanje, ne, prehajanje. Vse to nadomesti to, ker sem bil sam kamerman, ne, ker nista bila dva, recimo. Ne. Če bi bila dva, ti pač režeš na 3 sekunde, ne, in dobiš, bi rekel, ta tempo v sami montaži. Zdaj, če si pa sam, pa moraš nekaj početi, ne moraš zdaj stati tako, ne, 45 minut. Ne. Ne. Zdaj, če imaš pokrivce, si rešen. Ne. Mi pa vemo, da recimo 40 let nazaj, razen to, da je pač RTV imela nekaj malega posnetega, ti nimaš nobene arhive pravzaprav. Ne. Oni so komaj zadnjih 15 let nekaj začeli snemati, zadnjih 10 let pa so malo bolj. Ne. Tako da nisem imel tega materiala, da bi lahko dosti pokrival. Ne. In sem se pač te strategije lotil, da dajmo, ne, Rudi, čim več z roke, čim več se gibli. Ne. Seveda, ti zdaj ne moreš plesati ravno krog, ampak je pa fino to, ne, da če jih postaviš tako kakšen meter med seboj in potem, ko pride do te interakcije med njimi, ne, ker fajn je imeti vedno vsaj 2 ali pa 3 govorce zaradi tega, da se oni med seboj začnejo, ne, da ti nisi več tisti, ki moraš spraševati. Okay. Potem oni začnejo svojo zgodbo, ne, sploh če se fajn poznajo, ne, ko se to odpre, ne, ti v bistvu sem slediš. Ne. In že švenkanje naredi dovolj dinamično sliko. Ne rabi se niti toliko več premikati. Ne. Je tudi nekako bolj v bistvu sproščen pogovor, oziroma se lažje sprostijo pred kamero, predvidevam. Ne? Ja, absolutno. Pa še nekaj je, ne, ti lahko pol prideš med njih. Ne, to pomeni, če oni tako stojijo, ne, v tem trikotniku, ne, si ti med njimi pravzaprav. Ne. Če imaš 2 kamere, ti tega ne moreš narediti. Razen, če imaš to strategijo, da kamere druge ne skrivaš, ne, kar pa je včasih. Če je res tako ekstremno, ne, gre, potem tudi to ne rabiš skriti, da sta 2 snemala. Ne. Ampak ponavadi je to moteče. Ne. Za, bi rekel, take mainstream dokumentarce pa mogoče ne pride v poštev. Ampak še enkrat, ne, to res dovoli to, da greš ti z njimi, da si med njimi, da si pod njimi. Ne. To svobodo ti daje. Ne. Tudi to v bistvu dokaj, tehnika, dejansko ste prišli dokaj blizu samim govorcem. Ja, recimo približno tako. Ne. Res pa je, da ga jaz, ko ga imam noter, ne, jaz poskušam ves čas ohraniti očesni stik. Ne. Če jaz noter gledam, on zgubi ta občutek, da ga jaz poslušam. Ne. To pomeni, če se le da, ne, tako je približno kot tu, ker ne veva, kaj ti 3 fantje tu not počnejo, ne vem, gledajo na telefon. Ne. Zdaj, če ne bi bilo tebe, ne, ker pokažeš neko zanimanje za to temo, ki jo imava, ne, bi bil jaz tukaj izgubljen, ne bi vedel, komu govorim. Ne. Tej svetlobi, tej temi od spodaj, ne. Tega ni. Ne. In najbolj pomembno je pri dokumentarcih ravno to, kakšen stik ti narediš z ljudmi, s katerimi delaš. Ne. Če čisto mečke naskočim na svoj prvi dokumentarc, ki sem ga naredil, tako resnega, ne, s katerim sem bil tudi na Sarajevskem filmskem festivalu, to je ta, ko je nebo previsoko in zemlja pritrda, kjer sem med 10.000 otrocmi, ki so izgubili svoje starše v genocidu, v bistvu dobil samo 4, ki so hoteli priti pred kamero. Najprej 5, pa je ena živčen zlom doživela in pa sem imel 4. Če ne bi, tam pa ni drugega preostalo, kot da sem dal kamero v kot, ne, in jaz bil pa še en novinar, kateremu so zelo zaupali, ker je bil enako star kot oni, ne, ki je šele študiral novinarstvo. Lažje povezal z... Da je bilo res, in mi smo živeli par dni skupaj, da smo se najprej sploh spoznali, ne, da je prišlo do nekega zaupanja. Ne. Jaz sem jim nekaj štipendija pol zrihtal pred tem. Ne. Tako da je bilo neko zaupanje, da jaz sem
ko sem stopil v njihov prostor, sem bil že na nek način njihov, ne? Ker sem jim pomagal, da so lahko šli študirati in tako naprej. Ne? To je bil nek proces, preden priješ do tega. Ne? Potem sem šel do njihovih staršev, ne? Bil tam doma, spal pri njih na minus, ne vem, 3 stopinje noter. Ne vem, pa sem si izmislil, da sem vegetarijanc, ne, kar sem bil, ne, in so pol iskali po celem mestu, če ima kdo kako ribo. Ne. Ne, pol sem se spomnil, kaj jim jaz počnem. Ne. Oni še za jesti nimajo, oni pa meni ribe iščejo. Ne. Take stvari. Ampak to je vse pomenilo to, da smo si mi postali zelo blizu. Ne. In da to, kar sem jaz pač v to intimo vstopil, so oni me na nek način spustili. Ne. In ta intima, ne, ki je, to morate vedno spoštovati pri dokumentarcih, ne. Nekdo rabi več, ne, te distance. Ne. K nekomu lahko, če ga zelo dobro poznaš, priješ zelo blizu s kamero. Ne. V prejšnjem primeru, ko so se pogovarjali, ko so se oni dobro poznali, ne, in ko so oni padli na svoj štos, ne, kako je bilo pred 20 leti na Štuku, na tem in tem koncertu, kdo je bil pijan, kdo je punco odpeljal, kdo je bruhal, ne. Oni so bili v svojem svetu, ne. Jaz sem takrat lahko bil tak zraven, ne, na 5 centimetrov. Je bilo vseeno. Ne, ker so se oni tako samozavestno počutili. Ne. To se pa na vse zadnje le čuti, ne, na končnem izdelku, kako se nekako človek pogovarja ali s kamero oziroma... Si opazil, da noben ni imel treme, ne? Točno. Ampak, ko so oni prišli, več kot polovice je imela veliko tremo, ne? Ne? Tako da jaz sem vse živo prej z njimi počel, ne? Preden smo, ne? Včasih se moraš zelo dol spustiti, ne? Da, ne smeš prijeti ohol, ne smeš prijeti ti kot... Ne? Najboljše je to, da priješ tako ne ponižno ravno, ampak da priješ tako, dajmo probati, ne, mogoče, ne, dajmo mi skupaj, ne, vedno ga moraš not vklopiti kot mi, ne kot jaz. Ne. Da je v bistvu nekako... Da on tebi pomaga. Točno. Ne, če to razmerje dosežeš, ne, potem si zmagal. Ne. Kaj pa recimo je bil največji problem, s katerim ste se soočali pri temu projektu? Če si tako zamislite... Ja, največji problem je bil včasih, kako nehati, kdaj nehati snemati. Ker recimo Slon in sadež bi lahko bili cel dan v Ljubljani skupaj. Ne? Pa se še ne bi nehali norce delati z mene. Ne? Ampak to je bilo fajn, ne? Ker če ti pustiš, ne? Recimo, ona dva sta specifična, ne? In sta rabila to, da sta se lahko norce delala iz mene. Ne? In jaz sem mogel to dopustiti, zato da sem dobil največ od njiju, kar sem lahko dobil. Ne? Potem imaš, recimo, Siddharta je bil drug problem, ne? Ker so skozi navajeni, da to mi govori. Ne? Ampak on je zdaj že tako velika zvezda, da ne pride kar tako pred kamero. Ne? In potem so se pojavili oni trije, ki drugače nikoli ne dajajo izjav. Ne? In tam je bil mečken problem. Ne? Recimo, preden so sploh zapopadli to. Ne? Da pač... Veš kako, vsak set, ki se je pojavil, ne, vsaka situacija je bila po svoje lahko problem. Ne. Tudi to, da prideš, ne vem, domov k nekomu, recimo tako, ko smo prišli v Prekmurje k Kreslinu, ne, pa zaspi, ne, pa ga dobiš v gatah dobesedno. Ne. Ampak ne, iz tega moraš pol nekaj ven potegniti. Ne. To bi bila še ena dobra zgodba. Bi lahko celo svojo vdajo imela, mislim, da o tem. Kako pa dejansko, mislim, dosti ljudi ste imeli vključenih v samem dokumentarcu, kako pa ste sploh prišli v stik z njimi? No, to srečo sem imel, da je pristopil še Nešo. To je človek, ki je nekaj časa vodil, bom rekel, tistih zlatih letih Štuka. Je on vodil pravzaprav ta Štuk in je v tistem času pravzaprav vse glasbenike spoznal. Ne? Ker moramo vedeti, v Štuk so hodili iz cele Juge, pa tudi iz tujine. Ne? Tako, če si gledal film, si noter tudi opazil, ne, da so bili od džeza do, mislim, res pa do heavy metala, ne, in to res bendi, tako prva liga. Ne. In on je vse te ljudi poznal, zato ker je bil dober organizator. Ne. On jih je znal, kako naj rečem, pocarte, to ni bilo problem s hrano, ne, s pijačo in tako očitno. Ne. In je ostal prijatelj z njimi do dan danes. Ne. In potem
V bistvu edine, ki jih nismo poznali, so bili Joker Out. Ne? Aha, ok. Smo preko neke XY vez, ne vem, kdo je pravzaprav nas povezal, in tam pa je bilo malo, tako bi rekel, catchy, ker nismo vedeli, kako bojo mladci nas starce sprejeli, ne? Če nas bojo sploh resno vzeli. Ne? Moram reči, da so bili mogoče celo najbolj profesionalni, kar se tega tiče. Ne? Do samega projekta. Ja. Mislim, kaj je to za njih en tak dokumentarc, da se tam za 1 minuto pojavijo, nič, ne? Ker so toliko znani, oni tega ne rabijo, ampak ne, oni so šli in so to tako posneli, kot da gre za celovečerc. Mislim, oni so bili pripravljeni vsako minuto oddelati. Ne? Torej, neke dobra poznanstva so potrebna dejansko tudi za to. Ja. Ampak Slovenija je majhna. To pomeni, če je kdo od teh, ki gleda zdaj to, kar se pogovarjamo, je njegova recimo želja biti producent. Slovenija je majhna, v Sloveniji se to da ful prijeti. Danes, sploh ker jezik vaših generacij sploh več ni problem, v Evropi obstajajo razne inštitucije, preko katerih lahko, ki se ukvarjajo z filmom, preko katerih lahko pride do koprodukcij, kar so te mlajše generacije že dokazale. Danes se skoraj noben film v Sloveniji ne zgodi brez, bi rekel, koprodukcije, ker film pač stane. Ja. Dokumentarc pa lahko stane nič, razen stroškov, ki si jih narediš, da razbiješ, ne vem, del opreme, pa pač za vožnjo, pa to, kar porabiš. Ja. V bistvu dokumentarc lahko delaš zastonj, in ker sem jaz pač večina dokumentarcev delal z lastnimi sredstvi, sem se zato tudi za dokumentarce odločil. Aha, ok. Ampak tudi oba dva filma sta bila narejena no budget. Takrat pa ti rabiš, bi rekel, malo večje število ljudi, ki so pripravljeni za stojn, recimo 15 dni biti na setu ali pa 10. Se da tudi z majhnim narediti nekaj pomembnega? To nas je več v Sloveniji že naredili. Res, da ne morejo konkurirati budžetnim filmom, to se opazi, to vemo. Predvsem se to zgodi, če hočeš snimiti to čarovnice iz, kaj je že bil, ki je bil kao narejen s $15,000, tega danes več ni. To so bolj miti pa legende. Vedno odzadaj stoji neka produkcija. Ja. Že zaradi tega, da potem prideš, vse tega lahko tudi brez denarja narediš, samo največji problem je distributerji. Da ti ga nekdo potem plasira, do tega prideti. Zdaj tam pa se zatakne. Mora biti film res toliko, bi rekel, dober, pa tako zanimiv, da recimo gre lahko v neko širšo distribucijo. Pa recimo, če ostaneva zdaj pri denarju oziroma pri sami opremi. To je v bistvu vprašanje našega prejšnjega gosta. Bi rekli, da je sama oprema v bistvu vam pomagala priti do vseh teh uspehov, katerih ste pač dosegali? Ja, absolutno. Vi morate vedeti, da v času, ko sem jaz začel, jaz sem komaj po 50. letu začel s snemanjem. Jaz sem se kot zelo mlad ukvarjal s tem, hotel sem iti na AGRFT, pa sem pol pristal na Aluju v Ljubljani. Tako da smo Super 8 snemali v mojih časih. To je predpotopno. Kasneje so bile pa pol bete, ki so bile pa izredno drage. To je bilo po 25,000, je bila samo kamera, pa naprej. Okay. Danes ti recimo lahko za 2-3 jurje z audio zadevo. Danes ti lahko s kamero, ki stane 1000, malo starejšo, recimo rabljeno, pa res za 2 jurja lahko že posnameš dokumentarc. To je bilo včasih nemogoče. Zdaj nam pa to omogoča. Danes to ne more biti problem. Da ti ne bi mogel s telefonom lahko konc koncev, narediš s tistim mikrofonom, ki ga dokupiš zraven, lahko pravzaprav narediš film. To eni dokazujejo, da se to da narediti. Celo obstaja dokumentarc, ki je bil posnet sam s telefoni, pa je zmagoval o imigrantih, je bil. Pa je zmagoval. Tako da to sploh ne raba. Kakšno pa je bilo vaše vprašanje za naslednjega gosta našega?
ne vem, veš, o čem ste se do zdaj pogovarjali? V bistvu Kaj ste- nasplošno tako, ali recimo, da je nek fotograf ali videograf, kaj je neko vprašanje, ki bi ga radi njemu postavili? Če se tudi strinja s tem, da je bolj pomembna vsebina kot tehnikalije in da za vsebino je res potrebno neko kreativno mišljenje. Kreativno mišljenje bo pa ubil AI. Jaz ga sicer uporabljam, ne, kot asistenta, ampak samo kot orodje. Ne. On ne more nadomeščati To je moje še ideje. ena široka tematika. To Tako. je ful široka tematika. Ampak jaz mislim, da naslednji gost bi mogel o tem govoriti. O tem, kako je AI za vas pripomoček dober, ne, kaj pa lahko uniči, ne, kaj lahko povozi. Ne. Okay. Če bi imeli mogoče samo še en kratek nasvet za vse mlade, recimo, da hočejo posneti svoj prvi dokumentarni film, kaj bi bil tisti kratek nek nasvet za njih? Glejte in observirajte svet okrog sebe, ker tam so zgodbe. Ne? Zgodba se ne bo zgodila sama po sebi v tebi, ne? Ker nismo mi neki genijosloci, ne? Da bomo kar bruhali. Ne? Ampak moramo biti veristi, ne? To pomeni res pozorno spremljati, kaj se dogaja okrog, ne? Biti občutljivi na svet okrog sebe. Mene je to recimo poslalo, naj temu tako rečem, v svet marginalnih ljudi in skupin, ranljivih. Ne. Tam sem se najbolj znašel in najboljše zgodbe, ne, sem našel ravno na teh marginah, ne tam, kjer so zvezde. Ne. Lahko je danes o Dončiću snimati film. Ne. Ja, ampak, ja, Tudi to se mi lahko mogoče celo zgodi, da ne. Celo pogovarjamo se o tem, ne, mislim, Ja, ne veš, što se tem. res je. Ampak me bolj zanimajo ravno te marginalne skupine ljudi, ki so ogroženi, ne, ker enega dneva bomo mogoče mi na njihovem mestu. Ne vemo, ne, tako kot so se pogovarjali, ne, svobodo, da ne govorimo o demokraciji, ne, ampak o svobodi, si vsaka generacija sama izbori. Ne, ta čas, ki zdaj prihaja, ne, sploh, če gledamo, kaj se dogaja v Ameriki, ne vem, kako bo z vašo generacijo. Rudi, res hvala vam, ker ste prišli danes tukaj, ker smo lahko bila skupaj, da so se lahko pogovorila o tem. Hvala vam za vse vaše nasvete, hvala za to, ker ste nam dejansko razložili, kako je prišlo do samega dokumentarca. Hvala tudi za to, ker ste ga dejansko posneli. Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, da ste tukaj bili z nami in upam, da ste se kaj naučili. Lahko pa nam tudi seveda sledite oziroma si pogledate na naših socialnih omrežjih, mogoče še kaj iz okulisja, če vas zanima več. Mi pa se vidimo naslednjič.